Poskakovala je kot Duksa Hazard, ugrabila ključe in šla v stanovanje. Tisti ključ je vreden $750. Nisem pes, ne bom sedela, kot da sem pes. Šuj, stara si kakšnih 10 let, ona ne pazi na njo. Ona jo odpeljejo. In jaz sem se napila. Super, izklopim vse sedeže. Redo. Ne bomo kar tako vstopili v policijski avto. Počakaj malo. Prav? Daj, no, prosim. Nočeš mi povedati svojega imena? Nočem reči, da si pijan. Kaj pa ti je ime? Moje ime je Junk. Vse je v redu, hvala. Seveda, je vse v redu. Ne, gospa. Gospa, tega ne bomo storili. Ne. Gospa, aretirajte me, kot sem rekla. Pojdimo. Ne. Potem je kar naprej govorila, kako je po nepotrebnem poslala svoje ljudi, da so se vozili vse do sem nazaj. V bistvu samo jezna, ker ji nisem hotela ničesar dati za ston. Od nagega moškega, ki je ukradel reševalno vozilo s pacientom v njem, do pretepa v zobozdravstveni ordinaciji zaradi papirjev in ženske, ki je v bistvu aretirala samo sebe. Popeljali vas bomo skozi 6 popolnoma absurdnih aretacij posnetih s telesno kamero. Dobrodošli v oddaji After Hours, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Današnjo epizodo začnemo tam, kjer bi lahko rekli, da je prestolnica absurdnih aretacij. Na Floridi. Maja 2025 so policisti Orlanda odšli v stanovanjski kompleks, kjer je voznik vlečnega vozila poskušal odpeljati avto brez registrske tablice. Voznik pravi, da je ženska smuknila v kabino tovornjaka in mu ukradla zelo drag ključ. Ste vi voznik vlečnega vozila? Da. Dobivam posnetke tega, kar je naredila. Imam pa tudi video, kjer poskuša napasti mene in tipa iz Združenja lastnikov stanovanj. V redu, kaj se dogaja? Ravno sem pripenjal avto. V redu. In potem tista s črno-belim, tista dva druga ženska. Imam jo na posnetku, v redu. Šla je v moj tovornjak sovoznikovega sedeža. Skočila je kot v seriji Dukes of Hazzard in pograbila ključe, nato pa šla v stanovanje. V redu. Ta ključ je vreden $750. V redu. Ker je to programski ključ. Če upoštevate še prihod nekoga, da ga sprogramira, stane tok. V redu, moj vodja pride čez nekaj minut. Torej pravite, da je ni na prizorišču, šla je noter. Ja, vsi so v istem stanovanju, ta dva sta tukaj in opazujeta, vsi so skupaj. V redu. In kaj potem? Samo ključe hočeš nazaj? Hočem ključe nazaj. In tudi razlog, zakaj so vzeli ključ, je, ker nočejo, da vzamem tisti avto brez tablic. Že sem ga preklopil in če hočejo svoj avto nazaj, ga lahko prevzamejo na naslovu Lane Road 524. Aha, v redu. V redu, torej želite samo svoje ključe? Samo svoje ključe želim. Za danes bom končal. V redu, ni problema. Pozdravljeni, kako ste vsi? Odlično. Lahko razložim, kaj se dogaja. Tukaj živimo že 7 let. V redu. Nikoli ni vlečnega vozila. Ta moški v zeleni majici naj bi bil iz soseske straže. V redu. 7 let se borim. Tudi moj najemodajalec mi je rekel, ko sem podpisala najemno pogodbo, nihče ne sme parkirati pred tvojimi vrati. V redu. Ampak vsi pridejo in parkirajo pred vrati kogarkoli, tudi obiskovalci. Ni pomembno. Pusti. Razumem. Nikoli ne posveča pozornosti temu. Zato smo ga ujeli na kamero. Tudi sosedje so ga ujeli, kako vohuni. Prihaja, hodi okoli ljudi za avtomobili, preverja njihove registrske tablice. In potem, kar naenkrat, danes, iznenada, avto odpeljejo s pajkom, on pa stoji zunaj. In sedi tukaj ter nam govori, jaz nisem klical. Nisem klical, ampak sosed mi je pravkar poslal sporočilo in rekel, da si bil ti tisti, ki je to naredil. Ujeli so te na kameri, kako to delaš. V redu, vse to razumem. Nikoli v 7 letih lahko vprašaš kogarkoli v soseski, ali smo kdaj imeli kakršnekoli težave z vlečno službo tukaj. Avto je parkiral pred mojimi vrati, zato poskušam razumeti, v čem je problem. Registracijo imam pri sebi. Oseba, ki pride po avto, je že podpisana kot novi lastnik. Zato poskušam razumeti, v čem je problem, če je avto tukaj parkiran en dan. V redu, ni problema. Samo hitro vprašanje. Pravi, da mu je nekdo vzel ključe. Kdo mu je vzel ključe? Nisem vzela njegovih ključev. Samo pripeljala sem se, ker sem morala pobrati svojo hčerko s treninga. In pravi, da mu je nekdo vzel ključe. Nekdo mu je vzel ključe. Torej, je morala biti to moja hči. Kje je torej tvoja hči? Ona je noter. V redu, povej, da potrebujemo tiste ključe nazaj, ker jih zdaj zahteva.
to so ključi za njegov avto. In drugič, vidimo opozorilo za odvlek na strani avtomobila. Morda ne poznam pravil Združenja lastnikov stanovanj na tem območju, ampak ko enkrat dajo to oznako na tvoj avto, bodo tvoj avto odvlekli. In poleg tega sploh nimaš oznake na strani avtomobila. Danes sem tisto oznako spet odstranila. To je registracija. Razumem to, ampak videti je, da je bila na avtu že eno opozorilo. To je bilo drugo opozorilo. Ni bilo drugega opozorila. Obe sta bili v oknu. V redu, no hkrati Ne vem, kaj misliš, in to je bilo dobesedno pred nekaj dnevi. in imamo opozorilo, da lahko avto odvlečejo kadarkoli. Kadarkoli v bistvu ti dajo opozorilo. Torej, kar on predlaga, je, da želi samo ključe, da lahko odpelje avto. Ampak vi lahko greste na parkirišče vlečne službe in dejansko prevzamete avto nazaj. To je vse, kar želi. Hotel je samo nazaj svoje ključe, da lahko opravi svoje delo in odide. V redu, bom prosila svojo hčer, da mu da ključ. Ja, daj mu ključe. Ampak samo da razumeš, kaj se tukaj dogaja. Ja, razumem, vse se dogaja, ampak pravila so pravila. To razumem. Ja, pravila so pravila. Kaj je narobe? Ja, to je to, pravila so pravila. Pravkar si prišel, zato ne veš, kaj naj narediš. Datum izdaje je 20, kar pomeni 26. To vozilo bo odpeljano 27, kar je bilo včeraj. Torej so vam dejansko dali priložnost, da avto odpeljete. Ampak zaradi moje napake niste odpeljali avta. Torej, izdano je bilo, 26. avto bi odvlekli, 27. danes je 28. Torej imajo vso pravico, da avto odpeljejo. Razumem to, ker imamo vlečno službo, če moramo avto odstraniti iz dvorišča. Ampak lahko pokličete svojo hčerko. Kar naenkrat se je pojavil iz nič. Razumem. Samo avto je rekel. Prav, razumem. Ampak ali je danes kdo tukaj naredil kaj fizičnega? Bilo je samo verbalno. No, pravkar sem prišel. Vsi so bili notri. V redu. Lahko pokličete svojo hčer, da dobimo ključe? Fredo. Ni problema. Kje so ključi? Ima še veliko drugih. Tako pač mislim. V redu, ni problema. Samo ostanite tukaj za trenutek. Kje je vaša hči? Noter je. Ne bom šla noter. Kaj? Ne grem noter. Ampak vaša hči je notri, kaj ne? V redu, ni problema. So to ključi? Ja, to so moji ključi. Torej, vse zaradi nje, ona mora priti ven. Ja. Ženska v središču te drame je 23-letna Claudina Frederick. Čeprav boste videli, da je bilo od nje izvedeti njeno ime veliko težje, kot bi moralo biti. Claudina, ki je po svoji Instagram strani frizerka, se zdi mirna, ko pride ven govoriti s policijo, a to se hitro spremeni. Oprostite, mislila sem, da sem rekla, da bom še enkrat prišla. Ja, potrebujemo, da pride ven. V redu, rekla sem, da jo grem iskat, kaj ne? V redu, ni problema. Prav. Živjo, kako ste? Sem Saša iz policijske uprave v Orlandu. Lahko stopite tja? Mi lahko poveste svojo plat zgodbe. Kaj se je zgodilo? Ne, bolj udobno se počutim, če o tem govorim kar tam. Ampak bolj udobno se počutim, če o tem govorim tam. Prav tam, kjer so oni. Ja, ne, sam naravnost pred mano. Kaj je narobe s tabo? Ne, lahko bi se pogovorila tam. Ampak kaj je narobe s tabo? Ne, bolj sproščeno se počutim, če se pogovarjava tam. Ampak ti pravim. Kot državljanka se prav tukaj počutim po vsem v redu. Kot državljan. Kaj počneš? Kaj misliš? Brate, se šališ? Jaz se ne. To je konc tega. Umiri se, umiri se. Ne reci niti besede. Ne reci niti besede. Imam tvoj telefon. Umiri se, umiri se. Tudi jaz grem v zapor. Umiri se, umiri se, umiri se, umiri se. 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 Črnex.
Ne reci niti besede. Snemanje poteka, prosim, ne reci niti besede. Ne reci niti besede. Koliko si star? Prosim, ne reci niti besede. Ne izgovori niti ene besede. Počakaj. Niti besede. Če bodo potrebovali kakšen vložek, Naj si ga sami izmislijo. Ko jo peljejo do policijskega avtomobila, nenadoma preneha hoditi in reče, da ji je koleno zablokiralo. Ni res. Lahko stojite tukaj. Potrebujete gasilca, kolega? Ne, potrebujete gasilsko reševanje. Bil sem prost. In ti? Prosta na začetku. V redu, lahko stojite tukaj. Samo pretipati vas moramo. Moje koleno se je zablokiralo. Še ena kamnita lopatica, človek. Tudi ti se moraš zakleniti. V redu. Se lahko premikaš? Se lahko premikaš? Niti besede. Ne reci nič. Niti besede. V redu, pojdimo. Tvoj cilj je, da ga ujameš. Rekla sem, da me boli koleno. Ali potrebuješ ključ? In ali potrebuješ gasilski avto? Ali potrebuješ gasilce? V redu. Gremo. Lahko sedeš? Lahko sedeš v avto? Nisem. Ampak nič. Jebi nič. Prinašam tvojo jebeno glavo. Prav. Potrebujete gasilce, potrebujete gasilsko reševalno službo. Dajte mi gasilsko reševalno službo, kot sem prosila. Ni problema, poskrbel bom za vas. Tukaj, za ozemljo. To je tisto, v kar moramo iti. Končali smo. To je veliko. Niti besede. Prosim, niti besede. Oprosti. Kako ti je ime? Lahko izvem tvoje ime? Gospodična. Moja mama mi je rekla, naj nič ne rečem. Sem temnopolta oseba. Samo poskušam izvedeti vaše ime. Samo poskušam dobiti vaše podatke. Policisti so me presenetili. Počutim se nelagodno. Moram dobiti vaše ime in datum rojstva. Če tega ne storite, boste dobili še eno obtožbo. V redu. No, počutim se nelagodno. Samo za vaše ime vas prosim. Hočete, da vam povem svoje ime? Jaz pa vam pravim, da se počutim nelagodno. Dobesedno me bo zagrabila panika. Samo sekundo. Kako vam je ime, gospa? Hej, samo hitro eno vprašanje. Lahko poveste podatke o svojih hčerki, njeno ime? Jasno. Ne morete. Njeno ime? Njeno email, ne? Opravi svoje delo. Samo poskušam dobiti njene podatke. Bil sem na spletu. Tudi jaz, prav? Tažno. V redu, ni problema. Prav. Bom vzel tole tukaj. Jezus, vidiš svoj angelski mikrofon? Samo kost tega potrebujejo. Kako ti je ime? V imenu Jezusa molim, da mi pokriješ glavo. Molim, da je to samo v redu. Gospodična, kako vam je ime? Bog ne varuje, Gospod, v imenu Jezusa in Gospod. Gospodična, kako vam je ime? Preden začnem z zaslišanjem, vam želim prebrati vaše pravice. Vari me vsak dan, Gospod. Razumeš? Poskušam ti prebrati tvoje pravice. Jezus. Kadarkoli povem ali preberem vrstico, mi samo povej, če razumeš ali ne. Prav? Jezus, pravkar ti bom prebrala tvoje pravice. Jezus Kristus. Umreš, imaš pravico molčati, razumeš? Razumeš? Gospod je moj pastir. Bom, torej se odpoveduješ svojim pravicam. Gospod je moj pastir, nič mi ne bo manjkalo. Oprostite, odpovedujete se pravicam. Vodi me k mirnim vodam, poživlja mojo dušo. Gospa, Če ne navedete svojega imena in datuma rojstva, ste izključeni. Moje ime je Klaudina Frederik. Vi ste policisti, zakaj ne opravljate svojega dela? Ker me ves čas sprašuje po mojem imenu. V redu, lahko črkujete? Klaudina Frederik. Lahko črkujete? Klaudina Frederik, sej vam pravim.
Če bi vedel, kako se črkuje, mi ne bi bilo treba. Prav, No, povedali ste mi moje ime. lahko to črkujete? Claudina Frederick. Datum rojstva. V redu, mi lahko to črkujete? Ne vem, kako se napiše moje ime. Vprašali ste me za ime, pa sem vam ga povedala. Katrina. V redu, dobili boste manj Instagrama in ostali po konci sočka ali dveh pa ne bomo dobili. Pravkar sem ti povedala, da mi je ime Claudina Frederick. Poskušam ti povedati. Bel moški ne govori z mano tako. Se... Lahko preneseš rasista. C-L-A-U-D? D-Ž-I-N-A. Potrudi se. C-L-U. Nenehno govori z mano. Govoril je o tem, da bo moral dobiti še eno obtožbo. Sem imela. V redu, lahko stopite noter. C-L-U. Stoj. C. Prosim. C-L-U. C-L-U. Pravkar si dobil. Hudiča. Na obraz. C-L-U. Moja mama je rekla, da sem lahko tiho, zato sem tiho. Ampak če boš, te bomo odpeljali v zapor. Ne boš dobil varščine. Moja mama je rekla, da sem lahko tiho. Pravkar sem ti povedala svoje ime. Mi ga lahko črkuješ. Sam prosim te, da ga črkuješ. Pravkar sem to črkovala. C-L-U. To si slišala po 3 poskusih. C-L-U. C-L-U. Kaž. O, Jezus, upam, da vi čutite. Gaspedična. C-L-U. Samo poskušam izvedeti vaše ime. In potem, ko izveš moje ime, kaj sledi? Ker sem državljan. Zato te lahko vprašam, kaj sledi potem? Samo želim vedeti, kaj boš naredil. Sem državljanka. Lahko te vprašam, kaj sledi potem? S tem se bomo ukvarjali kasneje. Kaj? C-L-U. Kaj sledi? Sem državljanka. Lahko mi poveš, kaj se bo zgodilo naprej. Nik, greš v zapor. Torej, tu če ti povem svoje ime, ali pa ti ga ne povem. Če mi ne poveš svojega imena, boš opisan kot John Doe. Potem ne boš imel računa. Torej, grem v zapor v vsakem primeru. Da. Kako ti je ime? C-L-U? Sej sem ti povedala, brat. C-L-U. Zafrkavaš se s temnopolto žensko, brat. Kar naprej. In zdaj te obtožujejo napada. Medtem ko se nekaj policistov ukvarja s Claudino, drugi poskušajo od voznika vlečnega vozila izvedeti, kaj se je zgodilo, ki samo opravlja svoje delo. Ja. Ste vi vpleteni v to zadevo? Ja, jaz sem odgovoren za to. Jaz sem podpredsednik upravnega odbora tukaj. V redu. Nimam nadzora nad večnim podjetjem. Nad tem nimam nobenega nadzora. Prav tako ne nadzorujem več popravil na nepremičnini. Ona misli, da pridem ven, veste, in da sem to naredil namenoma, da bi jo prizadel. Jaz ne počnem takih stvari. Ne prizadenem svojih sosedov. Ti nič ne reče in potem me je začela zmerjati. Njeni prijatelji. Imaš kakšen posnetek? Imam posnetek. Poskušala me je zmerjati in povedala, da bo poškodovala mojo mamo, da želi poškodovati moje vozilo. Tudi mene je verbalno grozila. Imamo tudi pogodbo, da odstranimo vsako vozilo brez tablic. Isti avto je dobil tudi naletko zaradi drugih stvari. Zato ga imam popolnoma priklopljenega. Lahko dobi svoj avto nazaj, ampak ga mora prevzeti na obvoznici 524. Če tega ne bi naredila, mogoče, če tudi vsi drugi, ki sem jih mogel vključiti, ne bi, ampak povedal sem svojemu šefu, moj šef hoče ta avto na dvorišču, da lahko pridejo z lastniškim listom ali način, da ga prevzamejo. Če bi bil lahko res prijazen do mene. Lahko pokličem upravnika nepremičnine, ki je odgovoren in vodi to pogodbo. Razumeš, kaj hočem povedati? Ker nimam nadzora nad to pogodbo. Nisem imel nobene pristojnosti, da bi karkoli naredil glede tega. In ona misli, da delam stvari, da bi škodoval ljudem tukaj. Kako naj bi želel škodovati svojim sosedom? Svojim sosedom, to so moji ljudje tukaj. Sporočite mi, če želite videti posnetek. Imam ga. Ja, seveda. Ja, bom si ga ogledal. Vsebuje kletvice, tako da... Predvajal sem malo posnetka. Ni to smešno. Prevzel je moje sosede. Ja, oprosti. Kaj? To je besedna! To je gospa s črno roko. Vložil bom ovadbo proti vam vsem. Sem se dotaknila tvojega prsta. Tukaj smo že 7 minut.
Ne, moj šef, on mora dobiti strežnika. Ampak šla je v avto, ker ima ključe. Zdaj poskušam dobiti posnetek. Jaz sem predsednik, podpredsednik, fant. Ampak ona je šla v tisto dobrodelno organizacijo. Povedala je ljudem, Karl, je upraviteljica nepremičnin. Naj se ukvarjam s tem. Če misliš, da sem eden izmed njih. Ali je katera od njih kaj naredila? Ne, edino kar je to, da je tista, ki ni prisotna, šla skozi okno in vzela ključe. Ne morem se dotakniti ženske. Ne, samo. Tista tem do polta. Je bil to njegov primer? Je zagotovo. Oprosti, Franca, dej no. V redu. Čakam. Tako delujejo, kaj ne? Ne, to ni bilo prav. Ustavi športno vozilo. Povedal sem upravniku nepremičnine. Ja, ne delam na tem. Ko ga dobim, ti ga lahko pošljem po e-pošti. Da, prosim. Avto je moral zapeljati v tovornjak in vse to. Je kdo, ki ni bil obtožen? Nimate vozniškega dovoljenja? Da napisal bom izjavo, vse, kar potrebujete, vam bom zagotovil. Je vaš voznik tukaj, gospod? Da. Sam je. Kaj počne? Ona je iz korporacije. Skočila je v tovornjak. Skočila je v tovornjak. Vrata sem imel zaklenjena. Se zavopotuje. Skozi okno. Videli boste, kako bo v trenutku pograbila ključe. Šel sem obvestiti tistega iz stanovanjskega sveta o nečem. Ampak videl sem jo, kako je vstopila, ko sem bil še čisto tukajle. Si dal dovoljenje, da gre tvoj avto? Ne, nisem. Absolutno ne. Zato imam vrata zaklenjeno. Kako je potem prišla ven, skozi vrata ali kaj? Skozi okno. Dobil sem posnetek. Ne, posnetek imam na telefonu. Tudi on ga lahko pokaže. Ja, to bo v redu. Torej, v bistvu tam zadnji vsi kričijo drug na drugega, ampak moj šef je rekel, da si ni ogledal posnetka. Ej, poslal sem ti ga. Jasno, lahko vidiš, kako se steguje čez in meče te stvari s sedeža. Ne, povej. Je to vse, kar je vzela? Ja, to je vse, kar je vzela. Koliko ceniš tisti ključ? 750 000, da moj ključavničar pride sam in naredi ključ. Ključ. V redu. Ker iskreno, to sem poskušal ugotoviti prej, ko je on imel opravka z vami, a ne ga pokličem sem zdaj ali ne. Je pokvarjeno. Jutri se moram dobiti z njim, tako da ne vem, koliko me bo stal, da naredim novega. Ste tukaj zaradi lastnikov hiše ali ste bili samo... Patruđiral sem. Ni bil tukaj. Nihče vas ni poklical sem. Bili ste samo... Pogodbeno najet. Je bilo kaj brez tablic in smo tudi video nalepko. Bila je še ena nalepka. Zato to drži. In tudi posnetek imam, kjer kriči in vpije. Poslal ti bom povezavo. A želiš, da ti pošljem oba? Ja, samo poskrbi, da nam pošleš tega. Ja, lahko ti ga pošljem celo zdaj. Ja, sem ti dal povezavo. Le še ne. V redu, nekdo ti bo poslal povezavo. Tako je, samo sedela tam in se je sproščala. Skočila je, ker so imel ta vrata zaklenjena. V redu. Imaš vse, kar potrebuješ? Ja. Klaudina se je soočila z več obtožbami, vključno z vlomom in napadom na policista.
Sodišče se je strinjalo, da opusti obtožbe, če bo opravila 18 mesecev pogojne dobe, napisala pismo opravičila, obiskovala tečaj obvladovanja jeze in plačala odškodnino vlečnemu podjetju. Toda po nalogu okrožja Orange je bila Klaudina ponovno aretirana februarja 2026, potem ko naj bi med prepirom zaradi polnilca za telefon napadla svojo sestro. Po arestni dokumentaciji je Klaudina policistom povedala, da je njena sestra vedela, da je v pogojni dobi in je poklicala policijo, citiram, iz kljubovanja. Naloženo ji je bilo, da nadaljuje s pogojno dobo, poleg tega pa se mora udeležiti še programa za obravnavo povzročiteljev nasilja. Na to smo v New Jerseyju, kjer je ženska po imenu Gail Alfano. Praktično je prosila policiste, naj jo aretirajo. Nato pa se je razjezila, ker je bila aretirana. Naj vam opišem situacijo. Ker od Gail ne bomo dobili jasnega odgovora. Po navedbah policije sta se Gail in njen partner razšla, on pa je bil zdaj z nekom novim. Policijsko poročilo navaja, da se je Gail pojavila pri stričevi hiši svojega bivšega, kjer je povzročala preplah na dovozu, nato pa naj bi pod vplivom alkohola sledila družinskemu članu, ki jo je soočil, do druge hiše. Pozdravljeni, živijo, kaj se dogaja? Oprosti, res mi je žal. V redu, segdi se avto. V redu, kje imaš ključe? Počakaj, ostani v avtu, kje so tvoji ključi? Grem, v redu. Stopi ven. Hočeš stopiti ven? Lahko stopiš ven, kar izvoli. Želela si, da bi bili pozorni. Kar stopi ven. Gail, kar izvoli. In ona bo to storila. Gail. Lahko stopiš ven zane? Moramo ugotoviti, kaj se dogaja, prav? Prosim, pojdi kar sem, prav? Počakaj trenutek. Naravnost naprej, prav? Hvala. V redu, samo sedite se, prav? Ne, gospa, prav, kaj se dogaja? Morali bi skrbeti za... Gospa! Gospa, to moramo ugotoviti, prav? V redu, čez nekaj minut bomo govorili z vami. Osebi sta ločeni, obi sta še na kraju. Gospa, dovolite, da je vaš stric v senci. Gospa, moramo ugotoviti, kaj se dogaja, ampak kričanje ne bo pomagalo. Fuj, stara se, da komaj 10 let. Gospa. Stara se 20 let, sprosti se. Umakni se od tega. Prosim, usedi se. Ker bova čez 2 sekundi v lisicah, če me ne boš poslušal. Ne pazi na svojega strica. Prevzema jo pijana oseba. In jaz sem se napila, da bi jo s tem soočila. Super. V redu, usedi se, prosim, prav? Ona je. Ja. Moraš vzeti drug avto. Ta otrok se je pravkar preselil, žal. Ja. V redu, to je v redu. Kaj se tukaj dogaja? Ker smo govorili o... Ta mora iti po njo. Gospa, če boste še naprej kričali, boste šli noter. Morate iti po svojega sina pri nečaku. Gospa, nehajte z vredo. No. Potem morate poslušati, ker ne poslušate... Prav. Kdaj je kdo od tukajšnjih pustil svojim otrokom, da so šli tja igrati igre? Prav. Ustavi se. Zdaj imaš težave s hojo. Čez trenutek boš imel lisice na rokah. Pijan si, v redu. Ustavi se, v redu. V redu. Kaj se dogaja, ker nam pravijo, da ste na verandi nekoga, zdaj pa odhajate in ko se prepeljemo, se vi prepeljete takoj za nami. Kaj se dogaja? Prosim, naj nekdo premakne moj avto, da bodo lahko, avto bo ostal točno tam, ker moramo ugotoviti, kaj se dogaja. Nihče ne bo premikal vašega avta. Ne. Morajo iti in narediti, kar je potrebno za njihovo družinsko podjetje. Oni že odhajajo, ni on treba skrbeti za nje. Moramo skrbeti za to, kar tega ne vem, ker ti tega ne povejo. Moramo skrbeti za to, kaj se dogaja s tabo. V redu, torej boš ostal tukaj, ker... Odkot si prišel? Krisi, si to res potrebovala? Gospa. Poglejte jo. Gospa, zunaj je trenutno več ljudi. Če boste nadaljevali, kmalu boste pridržani. Dal sem vam dovolj priložnosti, da nas začnete poslušati. Kričanja ne bo več, prav? Zakaj ste prišli sem? Ona krije žensko, ki prevzema hišo njenega strica. In kdo je ona? Ne vem, kdo je ona, zato te prosim, da ugotoviš, prav? Ne vem vsega, no, kdo je ona? Oni zato, ker nas pomembne. Ker so nas poklicali sem in moramo to ugotoviti, ja. 401 okrožje, jaz, 425-109. Medtem si je našla sosede in vse to počela. Torej ti, kdo je ona tebi? Gospa. V redu, no, ali lahko izvem vaše ime? Jaz sem zagotovo pijana. Ti si pijan. V redu.
Odkot si prišel? Ne, nisem. Ne prepiram se. Ne pravim, da si. Ampak hodiš okoli nas. Moramo se prepričati, da si v redu, to je prvo. A jih boš ubila? Ali si njihova prijateljica? Bavda. Kakšen je tvoj odnos z njimi? Sta prijatelja. Ali se lahko večkrat usedeš? Lahko se usedemo. V redu. Ne, hodi noter. Želiš sesti v avto? Tvoji ljudje prihajajo. Torej, moramo ugotoviti, kaj se dogaja. Pripeljal si se sem, izstopil, povedal si mi, da si pijan in zdaj stojiš tukaj. Kaj se dogaja? Prišel si sem. Si bil v stanovanju. Luči so prižgane, samo sedi v avtu. V redu, če ti dovolimo, da sedeš, nam boš pripravljen povedati, kaj se dogaja? 314 okrožje 1011. V redu? Mi lahko naredite uslugo. Lahko sedete. V vašem avtu. Usedli se boste. Usedli se boste v avto, v redu. Počakajte trenutek. Kako vam je ime? Sem Austin Svitis. Nisem vam uspel dati ena slova. Kako vam je ime? Slovek, kako ti je že ime? Ugasnite luči, ki so vse to osvetljevale. V redu, kako ti je ime? Ugasnite vse luči. Trenutno je nekaj pare. V redu. Nekdo je tukaj. V redu. Ne moš kar tako vstopiti v policijski avto. Počakaj mal. Prav. Ugasni luč. Prav. Kako ti je ime? Moram. Spet si v svojem avtu, nižje po ulici, prav tukaj spodaj. Kako ti je ime? Lahko samo grem. Samo aretiraj me. Aretiraj me. V redu. Aretiraš me. Ti si aretiran? Sem. Premikam avto, ustavi se. 3145 okrožje. Ustavi se. 425. O moj bog, avto bodo odpeljali. Vzemi moj avto, prosim. Vse je v avtu. V redu. Nam lahko poveste, kaj se dogaja? Ker vse, kar so nam povedali, je, da sedite na verandi nekoga in da se nekaj dogaja. Kaj je to? Odkot ste prišli? Iz njene hiše. Čigava hiša? Njena hiša. Ne vem, kdo je ona. Njena hiša. V redu, ne bomo kričali. To sem ti povedal že dvakrat. Ne bomo kričali. Ker boš čez trenutek aretiran. Njena hiša. V redu, sprosti se. To moramo ugotoviti. V redu, ugotovi to. Poklicala me je. Tega ne morem narediti. Prnila se bom v avto in se odpeljala stran. Ne boš. Tega ne boš naredila. V redu, kako ti je ime? Praviš mi naj ugotovim. Ne vem, kako naj to naredim, če mi ničesar ne poveš. Je na vogalu. Kako ti je ime? Ja, poglej me, kako se spotikam. Lahko stojiš po konci, ker brez mene, ki te držim, Si skoraj padel. pravilno. Aretiran! Noro! V redu, kako ti je ime? Aretiran! Noro! Kako ti je ime? Nehaj se držati za vrata, ker boš čez sekundo v lisicah. Sprosti se. Prosim. Kako ti je ime? Okrožje 31413, ali želite, da grem na Hodson? Je kdo 213? Ampak, oprosti. Odkot prihajajo? Ne, nimam. Bolje šlo za to. Kako ti je ime? Sploh mi ne poveš svojega imena. Kako ti je ime? Nočeš mi povedati svojega imena? Pijana. Nočem ti reči, da si pijana. Kako ti je ime? No, moje ime je Pijana. V redu. Nijemo pojma, kaj se tukaj dogaja. Razen tega, da ste sedeli na verandi nekoga, potem pa ste se odpeljali. In mi zdaj pravite, da ste pijani, pripeljali ste se nazaj sem in komaj stojite na nogah. Ne morete mi povedati svojega imena. Ne, v redu. V redu. Čigavo ime? Poznaš njeno ime? Fugar. Njeno ime je Fugar. Ti si Gail, kaj ne? Kako ime? Gail? Fugar. Gail Fugar. Je to tvoje ime? V redu. Gail, lahko sedeš? Če ti dovolimo sesti, nam boš povedala malo o tem, kaj se tukaj dogaja? Ne? Nočeš govoriti o tem, kaj se danes tukaj dogaja? V redu, prav. Gail, si kakorkoli poškodovana, potrebuješ nujno medicinsko pomoč za karkoli. Na prizorišče prihaja več policistov, eden pa se pogovarja z žensko, na katero je Gail kričala. Spet sem se vrnila, bila je s svojim avtom na mojem dovozu. Trkala je na moja vhodna vrata. Vi pa ste bili tukaj z mojo ekipo 111 000.
In ko je odšla, je zavila desno, na glavno ulico. Morda je res, ampak predvidevam, da ste ujeli prav tukaj, v redu. Mislim, imam sliko njenega avta, kjer sem sedela zunaj pred njo. Kako je vaše ime? Da me je žalila na vse mogoče načine. Kričala je nanj. Tudi njeni sinovi so tam, ne njeni sinovi, ampak njihove punce. V redu, sinovi, ni problema. Prav, verjetno bomo šli govoriti z njim in se prepričali, da se ni nič zgodilo. Rad vse ignorira. To so hodna vrata, razumem. Ne enkrat, ampak dvakrat. Razumem. Samo počakaj. Ja. Gail končno dobi, kar si je želela in pristane v lisicah. Zakaj ne greš aretirati ženske, ki je v tisti hiši? Človek, to moramo ugotoviti, ker mi ne daješ nobenih informacij. Ne morem kar tako. Ne vem, kaj se dogaja, če mi ne poveš. Vse je v redu. Hvala, stari. Jasno. No, gospa, osredotočimo se na to, kaj se tukaj dogaja, prav? Ljudje vidijo veliko različnih stvari. Njihova hiša, prav? Je vse v redu? Ne, gospa. Gospa, tega ne bomo... Gospa, aretirajte me. Kot sem rekla, pojdimo. Pravilno. Samo stojite pri miru tam, kjer ste, prav? Moram. Kaj z njo? Gremo fana. Kakšen je problem? Pripeljala je noter, bila je hitra, ampak skoraj je zadela Briana. Res je, pripeljala je sem, tako je ustavila in potem izstopila. Pravi, da je pijana. Mislim, verjetno bi morali narediti teste na njej. Ne vem, ne pove. Kaj je rekla? Da se dogaja tukaj? Da gre za družinsko nasilje? Ne bo šlo za družinsko nasilje, ker je morala to narediti. Veš, nekdo je umrl v hiši. Bila je doma, njen stric. V redu. Hodila je z gasilcem. Tudi? Predvidevala je, da je bil on. Je vse v redu? Ja. Utrujen sem. Upam, da padejo. Ja, nisem bila. To je pijanec, ne bomo ga vzeli. Jaz sem tvoja. Prišla sem v tvojo hišo. Imel bom Hadovo devico. Ja, ne vemo, kaj naj z njo, ne? Dobro, super. Lahko grem tja. Iz nekega razloga boli, ko greš. Hočeš iti krast. Ne bo se obrnila. On bo šel v hišo, ali? Če želite iti do hiše, poglejte, kaj pravi stric, ampak v vsakem primeru se ne bo premaknilo. Zakaj si s tistim otrokom? Vprašajo. Kje je sploh? Zakaj si tako jezna name? Zakaj pa ti? Nehaj kričati. Nehaj kričati. Nehaj z gospa, ja? Ni mi mar, nehaj kričati. Tebi ni mar. Meni ni mar. Mlajša si od mene. Ni mi mar. Zakaj mi to delate? Gospa. Nehajte kričati. In to traja. Gospa, vi niste. Če ne nehate kričati, ker vas poskušam zaščititi, ni me briga. Umaknite se in nehajte kričati. Ni vam mar, ker te nič ne veste. Še enkrat vam bom povedal, gospa, in vas bodo zaprli. Ste? Zakaj me rivete? Ker prihajate proti meni. Takoj se umaknite nazaj. Vi ste tisti, ki prihajate proti meni. Vidite to? Gospa, nazaj, dotikate se me. Torej se umaknite, gospa. Pravi imam zdajle. Poskušala sem vstopiti v avto, nisem prepričana. Moram biti prijazna do vas. To je lepo. Zakaj to počneš? Ko sem pazila na tvojega strica. Potem pa pridi sem. Poglej se, pridi sem še enkrat. Ne. Pridi sem, veš? Pridi sem. Bolj mi je mar za to družino. Bolj kot kdorkoli drug. Stavo neki ni v redu. To je lepo. In končala je. In potem dobro. Dobro. Ker kričim. Ja, ker kričiš, točno zato. Povedal sem ti že nekajkrat, kaj ne? Nehaj kričati. In ti še vedno želiš kričati? Bivši mož, fantje, vsi. To je smešno. Imaš službo, kjer to lahko počneš, kot da bi me hotela dobiti. Neumno. Ja, to je lepo. Neumno. Ja, to je lepo. Ni. Samo poskušala sem povedati drugi ženski, kako naj ravna. Imam prav, kaj hočeš? Ni mi treba. Imaš prav, razumem, v redu. Tako jezen. Zakaj je tako? Zakaj je tako? Poglej si to. Pazi na glavo, lepo počas, prav? Ker nisem pravilno govorila. O, bog.
To so me naučili na svetovanju. O ne, nisem pravilno govorila s policisti. Oprosti. To bo slabo. Za zdaj samo zaradi motenja javnega reda. Ja. Trenutno je aretirana samo zaradi motenja javnega reda. Kriči, preklinja pred vsemi. Kriči na to osebo. Verjetno bi moral preveriti pri avtu. Mislim, skoraj je zadela Briana, ko je priletela sem. Takoj, ko sta oba speljala, ga je obvozila. Bila je v avtu, ko si prišel sem? Ja, spravila jo je iz avta. V redu, ja. Bila je tukaj in potem je rekla, da je pijana. Aretirajte me. To je več kot dovolj. Vzeli jo bomo. Nisem vedel, kaj se dogaja z njima. Če je prišlo do fizičnega obračuna, če je še kaj več obtožb. Ali kaj podobnega. Zveni kot prekršek zaradi neprimernega vedenja z vožnjo pod vplivom alkohola. Torej, Stan. Jo bomo prijeli. Vrgli jo bomo v naš avto. Z njo bomo šli na 10-3. Policisti premaknejo. Nesodelujočo Gail iz enega policijskega avtomobila v drugega. V redu, čez minuto vas bomo prosili, da izstopite, prav? V redu. Ne. A gremo s tistim avtom? Imamo prav. Ja, kar naprej. Prosim, imam take. O, moj bog. Ustavi se zunaj avta. Peljali vas bomo z drugim avtom tukaj. Ne morete, ne morem, ne samo... No. Ne, ustavi se. Poglej, če je v redu, morali ti bomo pomagati. Ne. Ne brcaj me. Nehaj, to ne bo pomagalo. Imam, nehaj, prav, ne moreš postaviti nog na tla. V redu, gremo približno 3 metre naprej. Ker imam. Ustavi se. Kaj se dogaja? Uspelo mi bo. V redu, morava. Ne, poskušala sem jim pomagati. Ne, preveri gospod pri njih doma. Zato sem kričala in bila jezna. Nehaj. Ne. Preveri drugo osebo. Tako, kaj se tukaj dogaja? Vem, samo odidi. Pojdi noter, pripeljite bomo in povedali, kaj se dogaja. Nazaj noter. Zadaj pri hiši. Prosim, prisežem pri Bogu, samo sedela bom. Ne, sedla bom. Obljubila si mi, prosim. Prosim, odpeljite me dol, tam bom sedela, bodite stvar. Kar naprej in se usedite v... Prav? Ne. Preketo, usedi se. Postavljaš noge in udarjaš. Ja, daj dol. Kar pojdi naprej, usedite se, tam vam bom povedal, kaj se dogaja. Ne, obrni se na desno. Ne, na desno. Ne. Ne jemaj tega, vsega tega ne more biti v tem. Ne morem biti v prostoru. Takoj ti povem, začenjaš se upirati, dobil boš še eno obtožbo, sedi zadaj. Ne bom dobila dodatne kazni. Daj nogo v avto. Pa redu. Ustavim te. Imam rezilo pri tvojih nogah, ustavi se. Dvigni noge. Naj te pripnem z varnostnim pasom, da boš varen tukaj. Jezus Kristus, nikamor ne grem. Dal sem ti svojo kartico. Mislim, izstopil sem in govoril s tabo. Pazite na glavo, gospa. Ne. V redu? V redu, vzeli jo bomo. Na zadnjem sedežu Gail začne zganjati sceno, brca pregrado v policijskem avtu. Ne enkrat, ne dvakrat, ampak 5-krat. Kartica! Mislim, izstopila sem in govorila s tabo. Pazite na glavo, gospa. Ne. V redu, vzeli bomo. Torej, sploh ne bomo delali testov, samo gledajte tukaj. Prav? Prav, tukaj gremo. Tukaj imate... Prosim, pojdite ven in mi to odstranite. Ustavi se. Lahko, prosim. 425 D-County. Prevažam eno žensko, 41, približno toliko prevoženih kilometrov. 57. Prosim, ustavite in to odstranite. 31.425 računov moj šotor. Pojmo nazaj noter. Zapeli nazaj v tem ovinku. Lahko to prosim narediš, preden gremo. Ustavi se. Ustavi se. Ustavi se. Obljubim ti, vseeno mi je, če grem. Samo odstrani mi to. Ustavi se. Niti mar. Prosim, nehaj. Pridržan si. Ne boš snel lisic.
Ampak šlo je za pomoč nekomu drugemu. Prosim, odstrani jih. Preostanek 10-minutne vožnje je Gail bolj mirna in večinoma drži noge pri sebi. Toda po poročilu o incidentu naj bi Gail, ko so prispeli na policijsko postajo, spet ponorela in zavrnila opravljanje alkotesta za merjenje ravni alkohola v krvi. V poročilu piše, da je prišel njen sin in jo odpeljal domov. Obtožena je bila vožnja pod vplivom alkohola in kršitve javnega reda in miru. Podatkov o razpletu primera ni bilo na voljo. Naša naslednja absurdna aretacija prihaja iz Wisconsina, kjer naj bi gol moški policijo popeljal divji pregon z ukradenim reševalnim vozilom, v katerem je bil pacient. V zadnjem delu vozila je pacient. Northbound on 25th. Sem za njim na 25. ulici, prihajamo do Kiri R2. Ali pa sledi z laserjem, Dave. May I copy that on 1060? Osem 147, samo osnovna vozila, še vedno gremo proti severu. Hitrost 26 mil na uro, smer 80. Po navedbah organov pregona sta se dva reševalca februarja odzvala na medicinski klic in nameščala pacienta zadaj, ko je nenadoma gol moški, kasneje identificiran kot 37-letni Benjamin Phelps, skočil na voznikov sedež. Kazenska ovadba navaja, da je eden od reševalcev izstopil in šel do kabine, da bi poskušal spraviti Benjamina ven, vendar je Benjamin speljal, zaradi česar je drugi reševalec skočil iz premikajočega se rešilca, pri tem pa pustil pacienta notri. Policija je začela slediti rešilcu in poskušala prepričati Benjamina naj ustavi, vendar je ta vozil naprej, skoraj 32 km, nato pa je še pospešil, ko je zapeljal na podeželje. 847, še vedno se peljemo proti severu, po 25. ulici proti industrijski coni, hitrost je zdaj 80 km/h. Še vedno proti severu po 25. ulici, hitrost je 105 km/h, ni prometa. 47, zdaj gremo proti zahodu po Makadamski cesti, proti Cranberry Marshallu. Policija pravi, da je Benjamin vsaj dvakrat obvozil bodičaste trakove z reševalnim vozilom, a v tretjem mu ni uspelo in je počila ena od pnevmatik reševalnega vozila. Copies. 73, approaching Polish. He's slowing down, tires are inflating on him. 417 County. Da gre proti Fehlerju skozi Jarek, vzhodno od Poliš na Polje. A Benjamin je poskušal nadaljevati, vendar je reševalno vozilo na koncu obtičalo v blatu. Policisti so mu ukazali na izstopi, vendar ni. Zato so poslali dron, da bi si bolje ogledali situacijo, preden so posredovali. Sam predstavljajte si, če bi vi fantje zvrali še preostale pse.
Kaj je? Voznik vozila, ugasni ga, Joe! Pridi ven z dvignjenimi rokami! Voznik vozila! Dill! Voznik vozila! Odpri vrata! Takoj! Pridi! Oče! Roka gol! Rock! Gol! Roka! Gol! Turet! Umaki roke stran od mene! Hej, policija! Nekdo ne preveri osebo zadaj. Jaz bom. Ko so policisti Benjamina potegnili iz taksija, so ugotovili, da je bil iz neznanega razloga popolnoma gol. Odpeljali so ga v bolnišnico. Kazenska ovadba navaja, da je imel Benjamin že 2 primera vožnje pod vplivom alkohola, vendar je bila njegova raven alkohola v krvi, tokrat nič. Vendar naj bi Benjamin priznal, da ima morda v telesu nekaj marihuane in povedal, da je prej čez dan popil pol steklenice čistila za gospodinjstvo Fabuloso. Policistom je povedal, da ni prepričan, zakaj je to storil. Benjamin se sooča z 9 obtožbami, vključno z brezobzirnim ogrožanjem varnosti, nespodobnim in razuzdanim vedenjem ter motenjem javnega reda in miru. Sodnik je odredil, da mora Benjamin opraviti oceno procesne sposobnosti, preden se njegov sodni primer lahko nadaljuje. Pogovoriti se moramo o nenavadnem primeru v St. Pete Beachu na Floridi. Situacija se odvija v zobozdravstveni ordinaciji. Zaposleni pravijo, da je Karina Montanez povzročala motnje, želi kopije svoje medicinske dokumentacije, vendar noče čakati. Živjo, najlepša hvala, Harley. Tukaj je. V redu. Zakaj ne morajo preprosto? Narediti, kar morajo narediti. Zakaj si? Osnovno. Poklicala policijo. Zdaj je tukaj policist. V redu. Kaj se dogaja, Hana? Tukaj ni ničesar. Vse, kar sem prosila, je bilo, da mi dala dokumentacijo o tem, kaj se je tukaj zgodilo in kaj se je dogajalo. In so mi zavrnili dati papirje in to je vse, kar sem prosila. To je to. Ne razumem, zakaj je problem ali težava, da dobim svojo dokumentacijo o tem, kaj se je danes zgodilo. Ali sem zavrnila, da bi jo dala? Ja. Ona mi je zavrnila dati, vi pa ste mi rekli, naj ne dam. Rekla sem ne. Rekla sem, da je pravkar zapustila stol. Nisem mogla imeti dokumentacije. Nisem povedala, dokler nisem vsega zbrala. Vprašala sem jo, ali bi se želela vrniti po njo. V redu? Potem se lahko vrne po njo. V redu. Ali razumeš? Ne, gospa, prosim, prej sem sedela tukaj. Ne bom se prepirala z vami. Ne poskušam se prepirati z vami, gospa. Rekla je, da lahko dobite dokumentacijo, samo ne zdaj. Tako kot ste njej dovolili govoriti. Prosim za isto spoštovanje. Vse to, samo zato, ker govorim. Prosim za isto spoštovanje. Zakaj je problem, da prosim za isto spoštovanje, ko ste ga pravkar dali tej ženski, meni pa ga ne namenjate? V redu, kaj se dogaja? Problem je, da sem sedela in čakala, da dobim dokumentacijo o tem, kaj je bilo danes tukaj narejeno. Rekli so mi, ni vam treba plačati, lahko greste, ni pomembno. Rekli so mi, da mi ni treba plačati, lahko bi samo odšla. Ko sem jim povedala, da imam denar za plačilo današnjih storitev in za to, kar se je danes zgodilo. In kakšen je torej problem? Problem je v tem. Vse, kar želim, so dokumenti, ki so nastali danes, da jih lahko vzamem in opravim delo, ki ga moram opraviti. Slišali si, kaj je rekla, kaj ne? Lahko dobiš kasneje. Ampak zakaj je problem, da jih dobim jaz? V redu? On trenutno ni del tega. V redu, potem lahko pridem kasneje in jih poberem. Rekla sem ji, da jih bom poslala po pošti na njen naslov, ker tukaj nimam naslova. In prosila sem jo, naj ga napiše. Zdaj bom dvignila telefon. Ta oseba ni del tega. V redu. V redu, zdaj boste morali zapustiti posestvo. Če se vrnete in povzročite še več težav, bomo imeli večji problem, prav? Dokumenti trenutno niso pripravljeni za vas in s tem je konec. Ja, to je v redu, prav. Moralo bi biti tako preprosto, pa kaj je bilo? Ker nimajo naslova ali kraja, kamor bi to poslali. Ona mora samo zapisati barve. Ji lahko daš eno? Zakaj? Že so li povedali, da moram oditi. Moram takoj zapustiti prostore. Če jih želiš prejeti, potem jim daj naslov. Zelo preprosto je. Kateri naslov? Nisem vedela, kaj ne rečem. Hiša. Samo rekli so mi, naj kasneje odidem. Ne? Zakaj mi ne moram poslati po pošti? Zakaj ne moram iti osebno? No, potrebovala bom nekaj časa, da to uredim. In glede na njeno obnašanje, je nisem mogla imeti zraven.
Če bi bili tukaj z njo, tega ne bi naredila. Ni mi manj. V redu je. Nisem prepričana. Nočem, da je tukaj veliko mojega denarja, medtem ko si ti tukaj. Samo ko bom lahko prišla nazaj in prevzela svojo dokumentacijo, bom prišla. In ona bo to zdaj natisnila. V redu, vsi samo pridite ven. Ne vem, delam. Počakali bomo zunaj in ona bo to natisnila, medtem ko bomo tukaj. Rekla je, naj izbere. Pojdi ven, ampak počakaj zunaj, ona ti bo to natisnila. Ja, ati. Čakaj malo, prav, tukaj smo. Boš počakal na dokumente ali ne? Pozdravljeni. O moj bog. Ne. Samo šla bom. Me lahko za sekundo poslušaš? Rekla je, da bo trajalo nekaj minut, ampak zaradi tvojega vedenja tega niso hoteli narediti, dokler si bil tukaj. Zdaj, ko smo tukaj, bodo to naredili, medtem ko bomo mi čakali zunaj s tabo. Prav? Ne želim. Veš kaj, imaš službo? Hvala, gospod policist. Tukaj bom počakala. Kaže, da Karina odtava za stavbo in policisti mislijo, da je njihovo delo tukaj končano. Ali nekaj minut kasneje se Karina vrne in stvari se začnejo resnično zaostrovati. Vidite lahko, da se policist ne veseli tega, kar jo verjetno čaka, ko vstopi v lokal. V redu. I came back. Samo čakam. V redu? That they said that they were just about to bring out. Ja, in potem si odšla, zato smo mislili, da si odšla. Ne, pustila sem jo, da gre na sprehod, da se lahko umirim. Nisem odšla. V redu. Ampak rekla si mi, naj se vrnem sem, ko bo vse končano. Zato sem to tudi naredila. Rekla sem ti samo, naj počakaš zunaj, potem pa ti. To sem počela zunaj. Rekla sem, ali lahko samo sedete in bomo vaše dokumente prinesli v nekaj minutah. Šla bom še enkrat na sprehod in počakala. V redu, ne hodi, ostani tukaj. Ne potrebujem, da hodiš naokoli. Mora vedeti, kje si, da ti lahko damo dokumente. Prepričana sem, da bom samo še ena. Vrnila se bom, ko bodo dokumenti pripravljeni, do takrat pa lahko grem na sprehod. Ne razumem, zakaj je problem, če grem samo ven na sprehod. V redu, lahko samo stopiš ven in tam počakaš. Ko bodo dokumenti pripravljeni, ti jih lahko tako izročimo. Ne morem biti tukaj ves dan, medtem ko si ti na sprehodu. Ni mi treba biti tukaj ves dan, lahko se vrnem čez nekaj minut, ko bo papirjeve urejeno. Ne razumem, zakaj je to problem. V redu, lahko samo ostaneš tukaj 1 minuto, potem ti bomo dali tvoje dokumente, prav? Ne razumem, zakaj. To napihuješ, delaš iz tega večji problem. Ne poskušam narediti problema, ne poskušam ustvariti težave. Samo, zakaj ne smem iti na sprehod, dokler to ni končano? Samo počakaj trenutek. Je pripravljeno? Zato so rekli, da bi bilo bolje, če bi se vrnila. Prav. V redu, torej bo prejela prepoved vstopa. Da. V redu, torej slišite to. Če zapustite posest in se vrnete, boste aretirani. Če odidete zdaj, se ne smete vrniti. V redu? Samo svoje papirje želim. V redu, počakajte 2 minuti in vsi imate svoje papirje, prav? Razumete? Če se vrnete na to posest, boste aretirani. To mi ni pomembno, ni mi mar za to. Zato želim samo svojo dokumentacijo, da lahko odnesem k svojemu novemu zdravniku. Lahko naredijo, kar morajo, saj nočejo biti tukaj. Torej, kot sem rekla, boš morala tukaj počakati, ker če greš in se vrneš, boš aretirana. Ne morem dobiti svojih papirjev in dokumentacije in se niti ne morem vrniti. Raven ti. Moram počakati. Moraš biti tukaj. Naj si zapišem svoje podatke ali kakoli že? Gospa, usedite se. Nisem pes. Ne bom sedela, kot da sem pes. Nisem pes. Ostani tukaj. Nikamor ne greš. Čakaš na svoje dokumente. Če ne želiš oditi, ti ne bodo izrekli prepovedi vstopa. Aretrirana boš, ko boš na vrsti. Moj papir. Pridi, sedi. Vrata ne zapiraš, pa ne? A? Veliko psov. Zakaj? Tukaj potrebujemo pomoč, če bo treba. Bo moral fizično posredovati proti tebi. Pridi, sedi takoj. Zakaj? Pridi, sedi. Zakaj bi morali fizično posredovati proti meni? Vse, kar sem prosila, so bili moji dokumenti. Ne razumem, zakaj je to problem. Oprostite. O njen trenutno govorimo. Ničesar ne zavračam. Nisem. Ne. Samo prosim za svoje dokumente. Umakni se od vrat. Ne boš blokirala prehoda za vse te druge pogovore. Nikogar ne oviram pri vratih. Vrata so odprta, kdorkoli lahko pride noter. Nikogar ne blokiram. Gospa, noče vas fizično odstraniti. Lahko prosim pridete in sedete zdaj. Nisem pes. Kdo vas je označil za psa? Pravite mi, naj sedem, kot da sem pes. Da, pojdi ven skozi vrata. V redu, prav, pridi stati ob stenam. Takoj se omakni od vrat.
Zakaj? V redu, izrekli so ji prepoved vstopa. Pravkar ji preverjajo dokumente. Čakam. Hoče se prepirati z mano. Rekla se mi, naj sede. Hoče poklicati svojo mamo in stati pri vratih. Nočejo mi dati mojega znaka enote. Ne bom čakala. Rekli so mi, naj počakam 2 minuti. Hej! Za mojo dokumentacijo. Čakam na mojo dokumentacijo. Odpiram vrata. Zakaj? Samo, nimam težav. Že me aretirajo. Grem. Zakaj čakam? Ne govorim. V redu. Sam svoje papirje sem hotla. Zakaj bo šla ven? Vstani in pejdi ven, ker ne poslušaš. Sprav se v tukaj. Česa pa ne poslušam? Imamo pravke. Prav. In to je zabavno. Vstani in pejdi ven zdaj. V redu, če ne ostaneš takoj, greš na zapor. Dovolj je. Samo pogruntaj. Naj gre ven! Gre ven! Sam zunaj! Igram se! Sam zunaj! Ne igram nobenih iger! Ne igram nobenih iger! Sam zunaj! Sam zunaj! Kaj smo mi? Ne ubiram se! Ne ubiram se! Ti se ubiraš! Ne! Nisem srečna! O moj bog! Sovraži ta dan! Daj no! Boli me! Poskušam se ustaviti. Spravi se z mene. Boli me. Boli me! Prosim, vodiš me! Umakni se s poti. Mami, boli me! Prosim, nehaj, mami! Ustavljam se. Ne razumem. Hočeš, da te šokiram z električnim paralizatorjem? Ne, nisi roke! Back now. Prosim! Moje jezivo boji so! Potem bi moral poslušati. Nehaj se upirati! Poslušala sem! Nisi poslušal. Ne morem! Nehaj! Ne morem! Nehaj! Nehaj! V redu, zdaj vstani. Samo ne želim tega. Kaj počneš? Prosim, samo svoje papirje sem želela. Zakaj? Prosila sem za svoje papirje. Zakaj? Ne! Zakonito. Nič ne delam. Ja, delaš. Dovolj manj tega, da ti zbiraš za vse 4. Daj no. Vse, ni po konci. Zakaj ne bi obdržali krupla? Jaz se ne bom s nikomer borila. Stani. Boli me, nehaj. Boli me. Nihče te ne poškoduje. Stani. Boli me, nehaj. 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 Zakaj ga počneš? Jaz sem samo želela svojega. Jaz sem samo želela svoj papir. Zakaj ni nobenega problema? Zakaj bi ga imenovala za svoj avto? To je postalo problem. Hvala. Hvala. Pusti stvar pri miru. Nehaj! Nisem naredila ničesar! Velej! Nisem naredila ničesar! Kaj sem naredila? V redu, dej stani, pojdimo. Dej počakaj. Ne! Potrebujem svoje papirje! Potrebujem svoje papirje, da jih lahko prinesem! Nehaj! Kje je tvoj avto? Nehaj! Nehaj, moja denarnica! Našli bomo vse tvoje stvari. Hej! Potrebujem svojo osebno! Potrebujem svojo denarnico! Ne potrebujem svojo osebno! Potrebujem svojo denarnico! Ona bo dobila vse! Pomiri se! Ne potrebujem svojo osebno! Hočem, da je vsega konec, jo! Dobila bo vse! Pomiri se! To je smešno! Samo svojo dokumentacijo sem hotela! Potem bi to naredil, če bi poslušal. Stani in pejdi v avto. Ne, zato se ne bom pustila aretirati! Zakaj sem aretirana? Ker te zdaj aretirajo, če nočeš oditi. In tako preprosto je, da se usedeš v avto. Nisem napadla policista. Človek, pridržali te bodo, če ne vstopiš v avto. V eni sekundi te bodo šokirali z elektrošokerjem. Nisem si v glavo postavila policista, jebem ti.
Prosim, hej, želite, da šokiram z elektrošokerjem? Dobrodošel nazaj. Mislim, da je verjetno imela nekaj v svoji torbi. Noče, da se premikate. A vas si kdaj čakala za vogalom? V redu sem, vse sem ti povedala. Bila sem prestrašena. Nisem. 2 moška. Rekel sem ti, da se bova vrnila. 2 moška nad mlado damo. To se mi zdi popolnoma noro. Ona je. Torej, to so njene stvari? Ja, moram vam povedati. Ja, hvala. To je njena dokumentacija. Nikoli več nočem videti te gospe. Ne vem, če je to tisto, kar moram narediti zaradi tiste prepovedi vstopa ali karkoli že. Ampak ona že ve, da ji je vstop prepovedan. Ni prodala, prav. No, hvala. Opravičujem se. Ne. V življenju še nikoli nisem videla česa tako norega. Ampak verjetno je to za vas normalno. Morda imate... Verjemite mi, samo enkrat prej sem videl nekaj tako norega. In to sem bil jaz, ker sem se boril z drugo punco na tak način. Vedno so to dekleta. Veš kaj, raj se borim s 3 tipi njegove velikosti, kot z eno punco. Karina še naprej vztraja, da ni naredila nič narobe. Zakaj naj bi to naredila? Gremo, ne? Dovolj je bilo prepirov. Pršel boš ven. Danes boš pršel ven, če se ne boš preperil. Če ti ni mar, boš dobil še več obtožb. Hitrej, ko prideš tja. Hitreje boš prišel ven. Takoj, ko prideš tja. Stani, dali bomo spredaj, bodo ohlapne. Sneli bomo, pil jih dal spredi, prav? Kar tja gor. Prosim. Dali bomo spredaj, prav? Kako ti je ime? Tanina. Karina, dal ga bomo spredi. Nisi, ne vem, ne vem. Snemamo jih. Počakaj, stani, moraš vstati. Tudi te so ti preveč ohlapne. Moraš stati. Au! Au! Ji lahko podaš tisto? V redu, dobro. Nisi, počakaj, počakaj, ne! Da ga daš spredi, mi ga bomo dali zadaj. Kam ga želiš? O, nehaj, ni tesno. Stiskaš mi rebra! Zakaj si bila tam? V redu. Pogrešala sem jo. V redu. Ne, še vedno je pretesno. V redu si. Ni pretesno. Če lahko spravim prst tukaj noter, je v redu. Niti poskusila nisi dati prsta skozi. No, pazi na rit. Dejno, vstani in pejdi po njo. Dejno. Sedi čisto v kot. Čisto do konca. V redu, pomaknem se noter. Prav. Kakorkoli. Hej, vrata te bojo zadela. Karina je bila obtožena napada na policista, oviranja ali upiranja policistu in nedovoljenega vstopa. Po sodnih dokumentih je bila obtožba napada znižana na kršitev javnega reda in miru. Karina je priznala krivdo in je bila izrečena kazen v višini že odsluženega časa. V našem zadnjem prispevku danes ostajamo na Floridi za naslednji nesrečni izpad. Tokrat so policisti v mestu Largo posredovali v restavraciji Raising Cane's. Obožujem Cane's. V redu, kje želiš telefonirati? Zunaj! Je zunaj. Samo šli bomo do avta. Popolno. Je to do nas? Ja. V redu, kot za svojega. Ali jo osebno poznaš? V redu, kaj točno se je zgodilo? Očitno ji je manjkalo 8 omak Cane's iz njenega naročila Tailgate. In sem jih nadomestila. Povedala sem ji, oprostite, res nam je žal zaradi tega. Dala sem ji vseh 8 omak. Ni bila zadovoljna s tem, želela je še več omak za ston. Rekla sem ji, oprostite, tega ne moremo storiti. To ni naš standard, to ni naša politika. Ni ji bilo všeč. Ves čas je govorila, kako je po nepotrebnem porabila gorivo, ker se je morala pripeljati nazaj sem. Bila je v bistvu samo jezna, ker ji nisem hotela ničesar dati za ston. In potem me je vprašala za moje ime. In po naših pravilih ji ga zaradi varnostnih razlogov nisem dolžna povedati. To sem ji tudi povedala. In ji ni bilo všeč. Potem me je še enkrat vprašala in sem ji rekla, da ji ne bom povedala svojega imena.
Nato je vzela moje ključe in me z njimi prijela za stegno. Poskušala je poiskati ime, a je ugotovila, da ga ni na njih. Spustila jih je, se obrnila in odšla. Torej najprej prišla sem in šla skozi drive-thru ali je šla noter? Noter. Imela je mobilno naročilo. V redu. Ali veste, ali je prevzemala za nekoga drugega ali zase? Zase. Prevzem preko mobilne aplikacije, noter. In ob kateri uri je prvotno prišla noter? Rekla bi, da je bilo okoli 1:15, mogoče ob 1 uri, nekje tam. Je vse na posnetku? Da, v redu. Torej, pride noter iz mobilnega prevzema ob. Našli bomo točno uro. Vzame svojo torbo in potem odide. Da, v redu. Potem se vrne. Najprej pokliče glede tega, potem pa vstopi in mi rečemo, v redu, si na telefonu z nami, ampak si tudi že tukaj. Ja. V redu, torej se vrne čez 1 uro, preverili bomo poklico. Ali je bila na telefonu, ko je vstopila v restauracijo? Res? Bila. In ali lahko najdeš tudi telefonsko številko? Ja, je na naši mobilni tablici. V redu. V redu, potem pride nazaj noter, je na telefonu. Kdo pristopi k njej, ali ti pristopiš k njej? Ja, najprej pristopim k njej, ker vidim, da nekaj potrebuje. Ja. In takrat se je v bistvu celoten incident začel. V redu, torej si pristopil k njej, ali je odložila telefon? Ne, še vedno ga je uporabljala. Še vedno je bila na telefonu. In kakšen je bil potem pogovor, ko si pristopil? Rekla sem, pozdravljeni, kako vam lahko pomagam? In ona je kar takoj začela. Rekla je, hej, manjka mi 8 omak cane, ravno sem se pripeljala sem. Zdaj se moram ponovno pripeljati sem. Čakam na omake, ki jih nisem dobila, čeprav sem jih plačala. In jaz sem rekla, oprostite zaradi tega, gospa. Tako sem se oddaljila od nje in šla po 8 omak cane za njo. Takrat pa je res postala jezna, ker me je začela prositi za brezplačne omake in takrat sem ji rekla ne. In to v bistvu to. V redu, kje sta stala, ko je poskušala zgrabiti tvoj trak za okoli vratu? Točno tam, pri sprednjem pultu, pri odprtinju v njem. Kjer je tista mala odprtina? Ja, v redu. Torej, ona zgrabi trak. Kako daleč ga je potegnila? Mislim, da ne prav daleč. Mislim, da ko ga je obrnila in ugotovila, da na njem ni imena, ga je takoj spustila. V redu. In takoj zatem, ko je odšla, Imate videoposnetke, ki bi prikazali njen avto in registrske tablice? Ne vem za njeno registrsko tablico, imam sliko, kjer stoji poleg svojega avta, ampak je res težko zaradi kota, pod katerim so naše kamere. Ne vidiš dobro zadnjega dela avta. Prav. Prav. Glede na to, kar mi pripovedujete, bom pogledal posnetke, očitno gre za napad, če vas je prijela brez vašega soglasja. Ampak če vam skuša silo odvzeti lastnino, bi to lahko šteli za rop z uporabo sile, kar je hujše kaznivo dejanje. Tudi če je bil to le poskus. Torej, šli bomo pogledati posnetke in preverili, kaj lahko tam vidimo. Ali lahko dostopate do njih na svojem telefonu? Ne, ne morem. In morala bi tudi poklicati svojo šefinjo. V redu. Ker so edini, ki imajo dostop do tega. Ja, če mi lahko samo sporočite, kaj se dogaja in povejte, da smo trenutno tukaj zunaj in vprašajte, ali lahko do tega dostopamo. Tam je ona. To je to, ja. Kot enega, preden sem dobil 125, tukaj bom naredil 2 grbini, potem bom naredil tole in potem... Rekla je, da je bila hkrati po telefonu z drugim moškim. Preprosto se je zgodilo. In potem je odšla in govorila s tado. Ona je šla in jim vrnila ime v nedeljo zjutraj. Po policijskem poročilu nadzorni posnetki prikazujejo, kako se Mackenzie pogovarja z delavcem za pultom. Ko ji drug zaposleni prinese tistih 8 posodic z omako verige Raising Cane's, naj bi jo opazili, kako zgrabi značko delavca, nato pa se za kratek čas prerivata za njo.
Policiji je uspelo dobiti Mackenzie po telefonu, vendar je prisegla, da ni naredila nič narobe. Pripravljam informativno poročilo o nekem incidentu, ki se je danes zgodil v restauraciji Raising Cane's na East Bayu. Ja, preverila sem identifikacijsko značko, da bi videla, a je na njej ime. V redu, kot sem rekel, gre samo za informativno poročilo. Prišel sem, da se pogovorim z vami in slišim vašo plat zgodbe. Če nimate nič proti, da izpolnite izjavo priče, ali je kakšen prostor, kjer bi se lahko srečala, da to izpolnite? Kasneje danes, ampak trenutno ne. V redu, kje vas lahko srečam kasneje danes? Ali bi raje prišli na policijsko postajo? Ne vem, to je smešno. Dobesedno sem prijela značko, da preverim njeno ime. Zato ne vem, zakaj je to usmerjeno proti meni. Dobesedno nisem naredila nič narobe. V redu, ne pravim, da ste kaj naredili. Pravim samo, da moram govoriti z vami, to je vse. V redu, mislim, da se lahko dobiva tam okoli 7 zvečer. Ob 7 zvečer na policijski postaji Largo? Ne vem, kje je to. To je tam, lahko vam dam naslov, če želite, razen če bi se raje srečali kje drugje. Raje ne bi šla tja. V redu, kam bi radi šli? Lahko gremo v Starbucks ali kamorkoli želite. V redu je. Resnično ne razumem, zakaj sem tarča samo zato, ker sem vprašala za ime in preverila osebno izkaznico. Zato, ker je bila podana prijava na policijsko postajo in moram govoriti z vsako osebo, ki je bila vpletena, ter dobiti njihovo plat zgodbe, da lahko zaključim prijavo. Ali bom imela zaradi tega težave? Ne, nujno, samo vašo plat zgodbe potrebujem, da lahko dobim dokument in potem, kot sem rekel, lahko vse skupaj zaključim. Preverila sem osebno izkaznico nekoga, da bi izvedela njegovo ime. To je dobesedno vse, kar sem naredila. Ni mi hotela povedati svojega imena, zato sem preverila njeno osebno izkaznico, da bi izvedela njeno ime. V redu, razumem, ampak moram se pogovoriti z vami osebno, ker imamo danes telesne kamere, zato mora biti vse opravljeno osebno. Samo zdi se mi, da če se srečam z vami osebno, bom aretirana ali kaj podobnega in s tem se res ne počutim dobro. Lahko se srečava pri Publixu na East Bayu 519. Ja, tisti, kjer sta $3 in vse ostalo. Ja. Ja, v redu je. Publix ob 19 uri. Dobesedno si bom uničila življenje, ker sem preverila osebno izkaznico nekoga. To je smešno. Rekel sem samo, da potrebujem tvojo plat zgodbe, ne? Vedno se zdi, da se spravite na nekoga, ki ni naredil nič narobe. Tako da v redu je. Moje življenje bo uničeno, ker sem vprašala za nečije ime in preverila njihovo osebno izkaznico. Ona mi je odklonila storitev, tako da je v redu. Torej se dobiva ob 19 uri pri Publixu, prav? Ko se je Mackenzie pojavila v trgovini, je seboj pripeljala starše. Torej, bi to še vedno rad izpolnil? Mislim, da ja. S čim se pravzaprav strinja, ko to podpiše? Torej, to so samo Mirandine pravice. Torej, to samo pomeni, da se lahko vse, kar tukaj napiše, uporabi na sodišču. In da prisega, da je to, kar tukaj napiše, resnica o tem, kaj se je dejansko zgodilo. To je vse. To je to. Ja. No ja, ampak lahko vprašam nekaj? Ja. Absolutno. V redu, torej. Nismo imeli časa, vse to se je zgodilo, nismo imeli časa poklicati odvetnika ali kaj takega. Tako da vsaj kar razumemo o tem. Veš, Mackenzie je najprej res super otrok, nikoli ni imela težav, nikoli ni bilo problemov. Kaj je malo naprej po tej cesti? Ni pomenilo ničesar. Mislim, da ji bom izkazala čast. Torej, a naj najprej dobimo odvetnika ali preden karkoli podpišemo? Torej, odločitev je tvoja, ne bo vplivalo na to, kaj se zgodi zdaj. Ponuja mi samo priložnost, da mi pove, kaj se je zgodilo, da lahko to vključim v poročilo. Če mi noče povedati, kaj se je zgodilo ali noče tega zapisati, je to njena odločitev. Njene plati zgodbe ne bo, če želi govoriti z odvetnikom, lahko to seveda stori, to ne bo spremenilo izida tega večera. Če mi ne poda svojih informacij, ne bom imel njene zgodbe, ki bi jo lahko posredoval državnemu tožilcu ali komu drugemu. Kakšen je izid tega večera? Torej se trenutno soočate z obtožbami zaradi dogodka v Raising Cane's, vendar bi rad razumel vašo plat zgodbe in kaj se je zgodilo. Nisem vedela, da je preverjanje imenske priponke druge osebe nezakonito. Torej ni šlo samo za preverjanje imenske priponke druge osebe. Ampak sem jo prijela in preverila. Njeno ime je bilo na njej. Ni bilo, zato sem jo spustila in odšla. Tako sem vse videla, kako se je zgodilo. Tudi jaz nosim značko na istem mestu in na njej so naša imena. In pacienti so mi že prijeli značko, da bi videli moje ime.
Tako sploh nisem vedela, da je nezakonito prijeti imensko priponko druge osebe, da preverim njeno ime, potem ko mi ga niso hoteli povedati. Bila sem prepričana, da me bodo raztrgali, ker sem preverila imensko priponko druge osebe, ko mi ni hotela povedati svojega imena. Medtem ko sem jo prosila za pomoč, pa mi ni pomagala. In vodim podjetje, zato sem tam, da pomagam, kadar me kdo prosi za pomoč, in bom povedala svoje ime, ne glede na to, ali si to želim ali ne. Razumem. Zahtevano je, da povemo svoje ime, ko nas kdo vpraša. In naredila bi isto. Ljudje so mi že vzeli značko, da bi izvedeli moje ime. A nikoli nikogar ne bi ovadila ali mu uničila življenja zaradi tega. Nažalost imajo zasebna podjetja svoje prakse in politike in Raising Cane's ima politiko, da če kdo vpraša za tvoje ime, tudi če si zaposlen, jim ni treba dati svojega imena. No, pa bi mi lahko to povedala. Namesto tega je bilo samo ne. Samo rekli so mi ne. Nihče mi ni razložil, da njenega imena fizično ne morem dobiti. In kako naj bi to vedela? Ko vstopimo v vsak lokal, bi moralo to pisati na vratih, če bo to povsod tako. Ker je povsem običajno, da imajo ljudje svoja imena na značkah. Položaj je tak, da žal ne moreš kar tako segati in jemati stvari ljudem iz rok. Po državnem zakonu se šteje, da gre za rop, kadar nekaj vzameš ali poskusiš vzeti z uporabo sile. Torej, obtožba, s katero se trenutno sooča, je rop z uporabo fizične sile brez orožja. Z orožjem? Brez orožja. Ja, brez orožja. Obstajajo določene stvari, ki izpolnjujejo kriterije, in sicer mora biti uporabljena sila, kar pomeni, da je iztrgala stvar iz rok in udarila vodjo v nogo. To je sila in vodja je bil prestrašen. To so pogoji. Imam izjave vseh, ki so bili vpleteni, vseh, ki so bili priča, imam tudi posnetek. Pregledal sem njeno evidenco, da bi videl, kaj bi lahko storili. V preteklosti je bila vpletena v krajo, vendar so ji šli na roko, kar pomeni, da je namesto obtožbe in obsodbe za kaznivo dejanje dobila družbeno koristno delo. Tega nisem preverjal, ali je bila kdaj obsojena, vendar sem videl, da je dobila APAD, kar pomeni, da ni nujno, da gre v njeno evidenco. Če je to edina stvar, ki jo ima na vesti, bo državni tožilec najverjetneje z njo sodeloval pri dogovoru o priznanju krivde, da bi obtožbo znižali, saj je rop silo kaznivo dejanje. Torej, ker je njen duše precej čist, bodo najverjetneje z njo sodelovali pri dogovoru o priznanju krivde, da bi obtožbo znižali na prekršek. Ne moram ti obljubiti, ampak odvisen od primera. Če se priče kasneje odločijo, da ne želijo nadaljevati s tem, lahko tudi opustijo obtožbe. Nažalost je tako, da če bi šlo za prekršek in bi šlo samo za napad, bi lahko uporabil svojo presojo in podal obtožbo brez oznake nasilja v družini, kar mi družinsko nasilje samo razlagam ti. Ne morem uporabiti lastne presoje, torej obstaja utemeljen sum, moram opraviti aretacijo. Opravičujem se, in vi se morate vključiti. Ja, absolutno. Tako da točno tam smo trenutno. Nisem poskušala narediti nič drugega, kot da izvem njeno ime, pa ga ni hotela povedati. In nisem vedela, da mi svojih imen niso dolžni povedati, če tega nočejo. Razumem, samo da razumem. Praviš, da se ti je to že zgodilo prej, zato nisi mislil, da bi to lahko bilo kaznivo dejanje. Ja, to se mi dogaja ves čas. Svojo nosim tukaj, točno tako, kot jo je imela ona. Ljudje mi to ves čas primejo in rečejo, kako ti je ime, in primejo za to. Nikoli, res nikoli nisem pomislila, da bi vas zaradi tega poklicala. Nikoli niti za trenutek nisem pomislila, da je nezakonito, če nekdo prime nekaj, kar imam na sebi, ker sem dobesedno šla mimo nekoga in so mi prijeli stvari. Niti malo nisem mislila, da je to na kakršenkoli način nezakonito. Razumem, torej. Ko govorim s tabo, se slišiš kot dobra oseba. Zdi se, da nisi imel slabih namenov. Nažalost, glede tega nimam diskrecijske pravice. Lahko vzameš mojo škatlo? Lahko vzame vse, kar potrebuješ. Vzela bom svoj avto. Torej, vse, kar ste mi povedali, bom vključil v poročilo, skupaj z vašimi razlogi, ker če se vam je to že zgodilo v preteklosti, mi je popolnoma razumljivo. Ko pridete v zapor, vam bodo povedali, kakšna bo vaša varščina. Nažalost, mi, ki smo na patrulji, tega ne vemo, ker je to v pristojnosti šerifove pisarne. Kam bo šel moj avto? Pripeljali vas bodo v zapor okrožja Pinellas. Tako to deluje, razumete? Ja. Šerifov urad Pinellas ima pogodbo s podjetjem Allied Transport, da pobira ljudi izven časa med 3. in 7. uro zjutraj.
Torej bo prišel kombi za prevoz in vas odpeljal v zapor. Jo želite preiskati? Ja. Ja, torej bomo oddali zahtevo, potem pa bodo prišli po njo in jo odpeljali v zapor. Nato bo lahko opravila telefonski klic in povedali vam bodo, kakšna bo vaša varščina. In potem, kako pokličem, kako dobim telefonski klic? Ja, dobili boste klic, tako da lahko vzame svoj telefon s seboj, tam imajo celo polnilec. Dostopala bo lahko do vseh svojih stikov, do vsega. To bomo odnesli tja. Kaj naj torej naredi? Zame, takoj ko... Ja, lahko te pokliče, takoj ko ji omogočijo klic. Poglejva to skupaj. Ljubim te. Takoj, ko ji dajo priložnost, da te pokliče, lahko vzame telefon s seboj, da ima vse svoje stike. In potem te lahko pokliče, da ti pove, kaj se dogaja z varščino. In če dajo varščino, se nima prejšnji kazni, nima nasilne preteklosti, le 2 prejšnji kraji, ki sta bili manjši, ne vidim razloga, zakaj ji ne bi dal varščine. Niti treba plačati celotne varščine, gre le za odstotek, kot je 10 ali 20 odstotkov. Kot sem rekel, žal ne delam v zaporu, zato ne vem točno, kolikšen je odstotek. In če ji potem določijo varščino, lahko plačaš varščino in jo spraviš ven že nocoj. Obdelava traja nekaj ur, zato bom poslal kombi sem, da bomo lahko vse uredili čim prej. Kot sem rekel, je to res nesrečna situacija, zdi se, da je res dobra oseba. Žal, pri takem primeru nimam diskrecijske pravice. McKenzie je bila obtožena ropa z uporabo sile in je naslednji dan plačala varščino v višini $5000. Sodni zapisi kažejo, da je bil njen primer prekvalificiran iz kaznivega dejanja v prekršek. Nato je leta 2026 McKenzie vložila dokumentacijo za izbris aretacije iz evidence. Nadaljnji podatki o zadevi so bili zaupni. Najlepša hvala vsem za ogled. To epizodo oddaje Long Crime After Hours je raziskala, napisala in producirala Savannah Williamson. Video montažo je opravil Daniel Camacho. Jaz sem Jesse Weber, se vidimo naslednji teden.